Pozdravljeni, gledate jubilejno 200. oddajo Ambienti. Če se nam je na začetku malce zavrtelo od višine in smo lahko občudovali ambiente iz zraka, pa smo zdaj pred čudovitim primerom, kako ohraniti in počastiti dediščino stavbarstva na deželi. So projekti, ki nam narišejo nasmeh na obraz in pričarajo iskrice v oči. Franckina hiša je brez dvoma eden izmed teh, z lokacijo na vrhu hribčka in s čudovitim razgledom ter zgodbami, ki jih pripovedujejo stene stare več kot 200 let. Tole je najstarejša hiša na Kozjanskem, ki je po zaslugi njene lastnice Andreje vstala iz pepela in že na njenem pragu obiskovalcu dobesedno zaigra srce. Spoznajmo Franckkino hišo. Andreja, pozdravljeni. Živijo, Boštjan. Najprej me zanima, kako ste vi iz gorenjskega konca sploh našli semle na Kozjansko? Ja, tukaj v bistvu tiči ena zelo zanimiva zgodba. Moja prijateljica je zase iskala vikend in zasledila oglas za tole hiško. Mi ga poslala, zato ker ve, da zelo obožujem stare hiše. In ko sem jaz odprla ta oglas, to je bila ljubezen na prvi pogled. Jaz sem še takoj do moža, da sva poklicala to lastnico bivšo. Naslednji dan sva bila že tukaj in ko sem jo zagledala, sem rekla: gospa, odpovejte vse naslednje oglede, ker ta hiška bo naša. Zdaj imamo tole našo Francko in ljubezen do nje traja še naprej. Zakaj pa se ji reče Franckkina hiša? Ja, ime je dobila po svoji prvotni lastnici, Francki Polutnik. Jaz jo sicer nisem poznala, vse kar vem, so mi povedali sosedje. Baje, da je bila taka skromna ženica, bila je vdova, brez otrok. In po njeni smrti je v bistvu ta hiša prešla v roke ljudem, ki niso bili z njo nič v sorodu. Vem še, da je imela tlele v kuhinji noter, je imela žive kokoške noter v kletkah, v sobi, kjer imam pa zdaj spalnico, je bil pa včasih hlev. Ja, in v čast na njo, zdaj ta hiška nos po njej ime. Franckkina hiša, ki se je prej imenovala Polutnikova kajža, o čemer še danes priča napis na stranski fasadi, je bila zgrajena leta 1796. S svojimi častitljivimi 227 leti velja za najstarejšo hišo na Kozjanskem in priznati je treba, da je za svoja leta videti odlično. K temu je pripomogla tudi njena celovita prenova leta 2011. Takrat so namreč obnovili fasado v kletnem delu, pa tudi dvokapno slamnato streho s polnima čopoma in poskrbeli za rekonstrukcijo prvotnega dimnika. Hiša je bila tako ob prvem srečanju z Andrejo v precej dobri formi, potrebna le nekaj lepotnih popravkov. Luknjica pri luknjici pa vendar vodo drži, je tista uganka, kjer je rešitev slamnata streha. In me zanima, kako se pri vas obnese. Ja, zaenkrat še nič ne pušča. Pred 10 leti so jo na novo pokrili in še za ene 15 let ne bi držala. Andreja, v kakšnem stanju pa ste dobili tole Franckkino hiško? Koliko je bila potrebna obnove? Ja, hiša je bila drugače dokaj v redu stanju. Ko smo enkrat začeli z obnovo, smo videli, da bi bilo fajn, da bi bila na določenih mestih na novo položena izolacija, tako da smo jo na novo izolirali, na novo smo položili tla, prebelili smo jo z apnom. Ene par desk smo tudi zamenjali na stropu, ko so bile že malo od črvičkov nažrte. Edina v bistvu soba v hiški, ki je bila deležna kompletne prenove, je bila kopalnica. Tla so nova, ampak smo se odločili, da jih bomo še dodatno obdelali, tako da so jih poščetkali, da imajo še bolj ta rustikalen pridih. Tla so bila v večjih nivojih. Mi smo probali čim manj teh nivojev imeti, tako da eno stopnico nižje je v bistvu kuhinja, ostalo je pa v istem nivoju. V kuhinji je bilo prvotno, je bil v bistvu samo ta zidan štedilnik pa krušna peč. Mi smo še ta kuhinjski otok zazidali. Tramove v kuhinji smo speskali, ker je bila tukaj črna kuhna in je bil prostor zaradi majhnih oken zelo tak temačen. S peskanjem lesa smo pa pol v bistvu ta prostor malo bolj svetlo naredil. A krušna peč dela? Mislim, kdaj dela? Ste jo že zakurili? Ste jo uporabili? Dela, ja. Sem tudi že kruh noter spekla. Res? Ja. A je drugačen, je poseben? Ja, seveda. Pri prenovi je Andreja zaupala različnim slovenskim izvajalcem in rokodelcem. Od nove električne in vodovodne napeljave,
do nove plasti apnenega ometa, od lesenega masivnega pulta, ki pokriva na novo oblikovani kuhinjski otok, do uzidanih kuhinjskih elementov, ki jih zakrivajo lesene fronte. Tudi dandanes hišo krasi vrsta dodatkov izpod rok slovenskih ustvarjalcev, vse od simpatičnih šivanih živalic do prekrasnih venčkov suhega cvetja. Na pristnost in tradicijo je ponosna lastnica prisegala tudi pri izbiri pohištva. Le postelja in sedežna garnitura sta novi, preostalo pohištvo pa prihaja iz druge roke in je bilo v ta namen skrbno prenovljeno. Kako ste se potem lotili opremljanja tele hiške? Ja, hišo sem kupila prazno. Originalno je s hišo prišla samo tale jedilna miza, za katero sediva. Vse ostale kose pohištva sem pa več ali manj kupila v fundaciji Vincenza Draxlerja, kjer so jih po mojih željah tudi prenovili. Edina dva nova kosa pohištva sta v bistvu kavč pa postelja, vse ostale pa starina. In kaj vas je potem vodilo pri prenovi, pri obnovi oziroma opremljanju tele stare hiške? Očitno ste želeli, da vse izgleda tako, kot je bilo včasih, ali kaj? Ja, v bistvu želela sem čim bolj poustvariti tisti čas, iz katerega je ta hiša, ampak hkrati sem pa želela tudi obdržati en element modernosti, tako da če tukaj recimo prideš za par dni, da imaš še zmeraj v bistvu noter lagodno življenje. Tako da imamo tukaj tudi pomivalni stroj, ni samo ta pečna drva, ampak imamo tudi štedilnik na plin. Tako da v bistvu bi komot lahko tukaj za stalno živel, če bi želel. In prav to je Andrejina želja, da bi lahko nekoč, ko otroci odrastejo in bo vsakodnevnih obveznosti manj, tu preživela kaj več kot le nekaj dni tedensko. V Franckini hiški, ki se kopa v intimi, na tej prekrasni lokaciji s pogledom na okoliške gričke, bi rada uredila tudi bujni zelenjavni vrt z zelišči. Stik z naravo jo namreč pomirja, zato se rada sprehaja po okoliških gozdovih, nabira divje zeli in se kopa v spokojnosti tukajšnjih krajev. Andreja, kaj ste vi sicer želeli početi v življenju? Ja, kot majhna punčka sem si želela postati novinarka, ampak na koncu sem diplomirala iz ekonomije, se zaposlila v očetovemu podjetju, no zdaj sem pa pristala v Francki, v naravi in v bistvu to je to, kar mene veseli. Ste si to želeli? Ja, v bistvu sem skozi sanjala o nečem takem, v umirjenem življenju. Zase zmeraj pravim, da sem se rodila 100 let prepozen, ker me veseli tisto, ki je bilo mogoče pred 100 leti bolj popularen. To je delo z zemljo, vrtnarjenje, kuhanje. Rada sem v gozdu, kjer nabiram zelišča. Zelo veliko vem tudi o užitnih divjeraslih rastlinah. In to tukaj zdaj dobite, ha? Ja, s tem so se mi zdaj izpolnile moje otroške sanje. Tle imam zdaj mojo hišico iz sanj. In tako skoraj pravljično svoje življenje nadaljuje Franckina hiša. Srečno lastnico, ki je sredi kozjanskih gričev našla svoj mir.